Evo ga našega Žigata, pa tele hiše. Glejte ta naselje, no. Čist je lud. Čist je lud. Hiše v baročnem stilu, no. Ampak, kar je pa najbolj važno, zaradi česar smo danes tudi tukaj, je pa tale lepotica. Evo jo. Black Edition sauna, zraven je bazenček, zraven je frišno pokošena trava in tole me kar vabi, da bi šel noter. Pa da bi še eno rundo savnanja naredil. Tihkar sva s sodelavcem Žigatom, ki je danes z mano na poti, prišla v predmestje Dunaja, kjer je takšno naselje stanovanjskih hiš, ki ga v lifeu še nisem videl. Hiše niti niso toliko stare, ampak so zgrajene v baročnem stilu. In to je celo naselje, pa še velik dvor z jezerom zraven. To vam bom pol pokazal. Zdajle za mano, tukaj pa ena ful zanimiva Black Edition. Tudi to sem vam že kazal v delavnici, ki jo nisem mogel skriti, ker mi je bila že takrat toliko všeč, ker je to unikaten projekt. In tokrat imam pa priložnost to hiško pokazati tudi in natural habitat, se pravi v naravnem okolju, sploh ne znam izraza slovenskega, tam, kam mora biti. In tukaj v bistvu ta hiška zaživi v celoti, tako kot je treba. V naslednjih kadrih pokažem od blizu. No, in ta hiša, prvo moram povedati, da smo imeli omejitev na 15 kvadratov, ker upravna enota ne dovoli postaviti večje, tako da smo mogli veliko funkcionalnosti v resnici spraviti na dosti majhen prostor. In se mi zdi, da nam je to dosti dobro ratalo. Kar se tiče zunanjosti, prvo. Tole je en tipičen primer Black Edition dizajna. Tole so plošče Eternit. Se pravi, to je nek cementni kompozit, ki je odporen na vremenske razmere, tudi na dolgi rok ostane takšen, kot je. In s tem materialom smo že kar veliko hišk naredili in se res v redu obnese. Potem imamo pa tukaj ena taka luštna drsna vrata za noter. In tukaj noter imamo pa zdaj kombinacijo, tako kot je v Black Edition hiškah zadnje čase ful popularen spet staran les, se pravi termično obdelan macesen, rustikalno obdelan, tako da je saklan, da je krtačen, da je res taka surova obdelava. Ampak po tleh smo dali pa imitacijo kamna, ampak v črni barvi. V črni barvi zato, ker sva se s stranko zelo hitro strinjala, da mora ta hiška imeti črne barve veliko, zato da dosežemo res tisti ultramoderen videz. Po stropu imamo LED luči, potem imamo infrardeč grelc, ravno tako spet na timer. In tukaj noter je pa zdaj tisti ta glaven del. Je pa savnica in ta savna ima eno posebnost. In sicer to ni samo finska savna, ampak je tudi biozeliščna savna in hkrati ima tudi dogrevanje z infrardečimi paneli, tako da v bistvu imamo zelo dober efekt ali pa približek tisti ta pravi infrardeči savni. In imamo ambientno LED osvetlitev tudi tukaj noter, zato da imamo res tisti feeling, ki se enkrat sem noter usedeš, ki se sprostiš, si rečeš pač, to je moj dom, to je moj vrt, to je moj mir, ki sem si ga v življenju ustvaril in to je tista stvar, ki na koncu šteje, valjda, če si v družbi svojih najbližjih. Ja, glejte, kakšen sončen zahod sem še ujel, no. Mislim, da mi bo ratalo tudi par lepih fotk narediti po noči. Do takrat pa še majčkeno počakam in vam vmes pokažem še eno hiško, ki je tudi na tej lokaciji, sem skoraj pozabil nanjo. In vas bom kar povabil, evo, pojdite tukaj z mano, se pogovarjam z vami, kot bi imel človeka, tukaj pa sam kamero držim. No, evo, toliko vas imam rad. Evo jo, to je pa še ena hiška, ki je pa namenjena zgolj skladiščenju in je v bistvu prislonjena ob stanovanjsko hišo. Še tole obrnem, tako da se bo bolj videl. In imamo tukaj en majčken prehod za ven. In
Evo, iz te strani pa zgleda takole. Čist cute, pa tudi barvo, v bistvu smo skoraj zelo zadeli s fasado hiše in mislim, da zelo nobel izpade. No, zdaj pa obvezno vas peljem še na to stran, da vidite, kako izgleda celoten vrt, vključno z vrtno hiško. Evo ga. Takole. Jaz se vam še enkrat iskreno zahvaljujem. Takšni projekti, ki je bil tale danes, mene osebno ful motivirajo, ful inspirirajo, mi dajo ful driva za naprej. In ja, v bistvu ste tudi vi velik del te zgodbe, da imam sploh možnost vse te stvari prvo videti, sprojektirati, pol pa tudi narediti. Tako da hvala še enkrat, pa se vidimo naslednjič čez 2 tedna. Čau, čau!